Koalicija ni želela razpravljati o obsodbi Kastelica. Obnova na Ratežu končana letos. Metliško staro mestno jedro oživelo. Lepo pozdravljeni. V Trebanjski občini vre. Na redni občinski seji je namreč opozicijska skupina svetnikov želela na dnevni red uvrstiti točko, ki bi se dotikala pravnomočne sodbe župana Alojzija Kastelica, vendar pri tem niso bili uspešni. Opozicija je na seji želela razpravljati o pravnomočni obsodbi župana Alojzija Kastelica za 3 kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja, njegovih izjavah za javnost, posledicah obsodbe za občino Trebnje ter drugih nezakonitostih v delovanju župana. Ko je delo, obstoj in razvoj občine ogrožen do te mere, da se ni več mogoče sprenevedati in odlašati s to točko, kajti potrebno je vedeti, da je bil župan pravnomočno obsojen na podlagi njegovega priznanja. Jaz mislim, da imajo pravico sicer sklicati izredno sejo, mislim pa, da današnji red je bil nekako zaključen in s tem pravzaprav tudi razprava brez potrebe. Okrajno sodišče v Trebnjem je 11. junija županu na podlagi njegovega priznanja izreklo pogojno kazen 7 mesecev zapora s preizkusno dobo 1 leta. In to, da se je danes v bistvu ubila vsakršna razprava o tem. Upali smo predvsem na to, da bo vsaj prišlo do te razprave, nažalost ni prišlo, kar pomeni, da je nekako poteptana tudi demokracija v Trebnjem. In jaz obžalujem, da je do te stopnje prišlo, kajti razprava je eden od temeljev, ki vlada v občinskem svetu. Opozicija nikoli ne miruje, tudi zdaj ne bo, tako da pričakujem, da bo ta izredna seja sklicana, vprašanje pa, če bo sklepčna. Kaplan sicer upa, da bo dogajanje v Trebanjski občini pod drobnogled vzel tudi kdo v državi. Sicer pa je bila 12. redna seja tudi v nadaljevanju burna. Zapletlo se je spet pri drugi točki dnevnega reda, povezani z imenovanjem nadomestnega člana nadzornega odbora občine Trebnje. Pri neodločenem izidu v glasovanju je namreč župan Alojzij Kastelic prišepnil enemu od svetnikov, kako naj glasuje, kar je opozicijo tako razburilo, da je 9 svetnikov nemudoma zapustilo sejo. Mislim, da komentar dogajanja na koncu pri glasovanju praktično sploh ni več potreben. Kajti, da župan nekomu komentira, naj dvigne tak ali drugačen kartonček, je po moje višek, kar se je danes zgodilo na občini Trebnje. To je nedopustno. Odhod opozicije je zelo sklajšalo današnjo sejo, kar po drugi strani, glede na to, da je počitniška seja, mi tudi paše. Svetniki opozicije pa so si enotni. Upam, da bo ta dogodek nekako obšel slovenske medije, kajti mislim, da je vreden obžalovanja in vsake obsodbe. Čeprav bi se morala obnova državne ceste skozi Ratež v novomeški občini začeti že lani, pa dela potekajo to poletje. Tako je že zgrajen nov most ob gostilni Mrak, dela pa se bodo nadaljevala naprej proti križišču ob gostilni Volko. Obnova ceste je bila nujna, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Brusnice Anton Volko. Od Novega mesta pa do meje smo edina vas, ki nima pločnika. Glede na obremenitev prometa in vsega skupaj tudi nima avtobusnih postajališč za šolarčke naše. Tako da čakamo to, kar poleg spada še javna razsvetljava, kar je tudi pomembno v tem času. Volko je nezadovoljen s hitrostjo del in številom delavcev na gradbišču. Mi zdaj to, kar si do zdaj delo, financiramo iz lokalne skupnosti in pogodba za celotno izvedbo, to pomeni mostiček, pločnik in pa javna razsvetljava do gostilne Volko oziroma do bodočega križišča, ki pa ni zaradi nerešenih lastniških razmerih še v teku, bo končano 31.12. letošnje leto. Do takrat je sklenjena tudi pogodba, dodaja. Volko pa ne verjame, da bo obnova končana že letos. Enostavno direkcija za ceste letos nudi premalo finance svoje strani. Občina jih je pa še v tem času tudi zdaj celo nekaj odmaknila, tako da zadeva je dejansko nek 70% bo končanga, vse ostalo pa naj bi se preneslo naslednje leto. Naložba je vredna 1,2 milijona evrov.
1/3 denarja za vodovodni in kanalizacijski sistem ter javno razsvetljavo bo prispevala občina, preostanek ministrstvo. Z njimi, tako Muhič, imajo sklenjeno pogodbo o poravnanju obveznosti direkcije v prihodnjem letu. Ta mesec mineva 1 leto, odkar je občina Mirna začela delovati samostojno. V tem času so največ naredili na pripravi potrebne projektne dokumentacije. Tako so v letošnjem proračunu za projektno dokumentacijo zagotovili skoraj 250 tisočakov, saj brez projektov ne morejo kandidirati za sredstva na razpisih, lastnega denarja pa imajo premalo, pravi tamkajšnji župan. Tako da smo v izdelavi projektne dokumentacije za obvoznico, za obrtno cono dokončevanje. Nekaj dodatkov je bilo potrebno pri projektni dokumentaciji za stanovanjsko cono, športni park, potem ureditev ceste pod rojami, se pravi pod spomenikom. Samo občinski prostorski načrt je vreden več kot 50 tisočakov, brez njega pa ni vizije razvoja občine, dodaja. Sicer pa je za pridobivanje potencialnih vlagateljev, tako na individualnem kot gospodarskem področju, pomembno tudi znižanje komunalnega prispevka. Obstoječi trebanjski komunalni prispevek smo znižali približno za 60%. V prvi polovici leta so sicer uresničili dobrih 24% prihodkov in 29% odhodkov letošnjega proračuna. Razlogi za to so deloma procesne narave, saj se večina javnih razpisov je v zaključni fazi in realizacije še ni bilo in jo pričakujemo jo pa v drugi polovici leta. Konec leta pričakujejo, da bo izvršitev proračuna 70%, še dodaja. Poletno vreme in visoke temperature vabijo in vodijo k različnim poletnim osvežitvam. Eno od njih predstavljajo kopališča, pa čeprav le za nekaj ur, morda cel dan ali teden. Ne glede na to, koliko časa preživimo v vodi, je na kopališčih ključna varnost. Zanjo smo seveda v prvi vrsti odgovorni sami, pa naj gre za urejena ali divja kopališča. A večjo varnost nudijo urejena kopališča, saj imajo za razliko od divjih zaposlene reševalce iz vode. Toplice imajo že vzpostavljene dolgoletne standarde varnega kopanja in imajo vzpostavljeno reševalno službo. Skupaj v vseh termah imamo 16 reševalcev, od tega je v Šmarjeških Toplicah 1 reševalec na zunanjem bazenu, 2 v notranjem, na izmeno, v Dolenjskih Toplicah pa na izmeno 3 reševalci v Velneškem centru in 1 v notranjem bazenu. A brez nesreč na žalost ne gre. Lani so tako zabeležili 1 smrtno žrtev otroka v enem od termalnih kopališč. Beležimo tudi dogodek, ko je bilo človeško življenje rešeno, torej šlo je za dejansko že za utapljanje, ampak je bilo življenje rešeno. Pa se je v zadnjem letu zgodila kakšna nesreča na vaših kopališčih? Hujša ne, beležimo razne odrgnine, udrnine, več od tega pa ne. Posebna pozornost pa je v smeri na varnosti otrok. Se pravi, otroci do 7. leta starosti brez spremstva staršev ne morejo na kopališče. Poleg tega je zelo pomembno, da se vsi kopalci že ob vhodu seznanijo z varnostnim in kopališkim redom. Med neke hujše kršitve spada skakanje v vodo v vseh oblikah, plavanje pod vodo, prerivanje. Ob neupoštevanju kopališkega reda lahko posameznika doleti globa v višini 400, lastnika ali upravljavca kopališča, ki ne poskrbi za ustrezno obratovanje kopališča, pa kaznujejo z od 1200 do 4000 evri. Gripovi aktivni tedni mladih, poletni tabor za otroke od 4 do 14 let, so letos postali polnoletni. Tako se bo to poletje v 6-dnevnih terminih naužilo narave in športa več kot 450 otrok z vse Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja. Vsa leta je osnovni motiv gibanje. Zato tudi ne imamo knjige, na gripovih aktivnih se ne učimo branja in pisanja in kakšnih jezikov, ampak samo šport. Spoznajo v 6 dneh preko 24 različnih športov. Veliko otrok že več let obiskuje gripove aktivne tedne mladih, saj jim ob obilici dejavnosti ni dolgčas. Zato, ker se imam fajn, pa imam veliko prijateljev. Kaj počnete v tem tednu tukaj? Plavamo, jahamo, ko smo se kupali, pa na te igre, kakšne smo šli, pa tenis igrali. Da smo šli plavati, pa minigolf smo igrali, pa da smo tenis igrali.
Letos je vnovič nekaj novosti. Tako otroci s petka na soboto prespijo v taboru, kjer pridobivajo taborniške veščine. Prvič pa so na sporedu tudi grajske igre, to so tla na prelepem kraju pri gradu Otočec, srednjeveške, par iger je, recimo, če omenim lokostrelstvo, pa je iskanje cekinov, pa srednjeveški nogomet in tako naprej. Za otroke pa je prav tako zanimiv polet z balonom nad Kostanjevico. Zahvaljujoč projektu Teden kulture na placu je metliško staro mestno jedro v tem tednu resnično zaživelo. V večernih urah se tam vrstijo gledališke in plesne predstave, predavanja ter koncerti, popoldne pa različne ustvarjalne delavnice. Pod vodstvom priznanih slovenskih mentorjev v njih ustvarjajo udeleženci vseh starosti. Zelo zanimivo, dosti se tudi naučiš in moraš kar misliti, čeprav nam zdaj med počitnicami ta ne gre, ampak okej. Tako pravi Laura, ki na delavnici spoznava improvizacijsko gledališče. Hočem jim pokazati, da vsak lahko improvizator, ljudje se tega bojijo, ampak zelo hitro postanemo vsi. V življenju smo vsi improvizatorji, eni boljši, drugi slabši, ampak vsi smo. V vsakdanjem življenju so uporabne tudi veščine, ki se jih učijo v delavnici, v kateri s tehniko sitotisk tiskajo na platno. Cilj je pa, da predstavimo to tehniko tiskanja, da je to čisto en tak enostaven način apliciranja vzorcev na tekstilje. Zdaj najprej barvo pripravimo, potem pa poskusimo tisk, potem pa zaresno tiskanje na majice. Pa še veliko je veščin, ki se jih učijo na 15 delavnicah v Metliki. Med drugim spoznavajo sodobni ples, osnove didžejanja, fotografiranja in mozaika. Tudi teleskop je pritegnil skupino mladih. Gledamo aktivnost sonca z teleskopom, seveda preko filtra, da si ne poškodujemo oči. Tudi smo malo prešteli sončeve pege, žal izbruhov nismo videli. Med najbolj obiskanimi pa je kuharska delavnica, ki je pritegnila veliko moških in to različnih starosti. To je tudi mene presenetilo, ko smo sem prišli, vendar ja mislim, da je super, da je več različnih starosti tukaj, vsak ima nekaj izkušenj z ene strani, z druge strani. V času našega obiska so pod vodstvom priznanega kuharja spoznavali mehiško kuhinjo in pekli belokranjsko pogačo. Sicer pa bodo v nedeljo zvečer, ko bodo sklenili letošnji 8. teden kulture na placu, udeleženci vseh delavnic pokazali, kaj so se v tem tednu naučili oziroma kaj so ustvarili. V župniji Prečna pri Novem mestu mladi že več let pripravljajo oratorij, teden petja, katehes, ustvarjalnih delavnic in športnih dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke. Letošnji poteka pod geslom Grem jaz s poudarkom na prostovoljstvu. Osrednji lik letošnjega oratorija, ki se ga udeležujejo tudi otroci iz drugih krajev, je Marija Dominika Macarelo. Ki je tudi soustanoviteljica hčera Marije Pomočnice. Glavna tema je pa prostovoljstvo. Približno 80 otrok smo zmotili med petjem oratorijske himne o Mariji Dominiki, nadaljevali pa so v najrazličnejših ustvarjalnih in športnih delavnicah. In barvamo s kredami, rišemo, pišemo, tako pač, da nam je luštno, da se zabavamo. Na oratoriju imamo razne delavnice, vozimo se s kanuji po Krki ali pa s čolni. Kot vidite, tu se igramo badminton. Nekateri so se odločili za delavnico, kjer so izdelovali hišice iz lesa. Spet drugi so se lotili pranja avtomobilov in traktorja. Za to delavnico sem se odločil, ker je ta letošnja tema prostovoljstva. Mislim, da ne bi zmogli brez mene, ker zelo pomagam. Pa všeč mi je delati z vodo, če je tako vroče. Pri organizaciji in izvedbi enotedenskega dogajanja sodeluje približno 25 dijakov in študentov, kar je za njih obenem izziv in pridobivanje koristnih izkušenj. Ja pač pomagam, da skrbimo za te otroke, da jih zabavamo in da se malo lepo, da koristno preživljajo svoj prosti čas. Ja pač nove izkušnje, prijateljstva, pa malo razvedrila, zanimivo je. Včeraj so se vsi skupaj odpravili na izlet v Ljubljano. Ogledali smo si živalski vrt, kjer so imeli tudi otroci voden ogled, kjer so božali živali, potem pa smo šli še na Ljubljanski grad. Oratorij bodo v Prečni zaključili jutri, ko so medse povabili starše in ostale družinske člane. In tudi mi vas medse vabimo spet jutri. Preživite lep večer.
Jutri bo precej jasno, občasno pa bo nekaj oblačnosti. Popoldne bodo v severni Sloveniji možne posamezne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V soboto se bo čez dan od severa pooblačilo, krajevne padavine bodo postopno zajele vso državo. Ohladilo se bo, popoldne bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo spremenljivo oblačno in večinoma suho. Pihal bo severovzhodni veter.